Lepo pozdravljeni in dobrodošli na pogovornem večeru Nove Slovenije, ki ga lahko spremljate prek Zooma in YouTube kanala Nove Slovenije. Nocojšnji gost je Janez Cigler Kralj, podpredsednik in vodja poslanske skupine Nove Slovenije. Lepo pozdravljen in dobrodošel. Dobro večer vsem, ki so z nama. Načela bova socialno komponento Nove Slovenije z vprašanji, ki zadevajo dolgotrajno oskrbo, pokojnine, družinsko politiko, socialno politiko. Po uvodnem pogovoru bo možnost za vaša vprašanja, ki jih lepo prosimo zastavite pisno. S tem pogovorom nadaljujemo niz razprav, skozi katere predstavljamo programske poudarke Nove Slovenije pred volitvami prihodnje leto. Pa bova kar začela, Janez. Predlagam, da najprej z najaktualnejšo temo, to je dolgotrajna oskrba. Zadeva je zelo zakomplicirana. Zato pa se zdi, da vlada Roberta Goloba pravzaprav pri tej temi lahko razglaša vse, kar se zgodi za dosežek. In to se je znova izkazalo, ko se včeraj postavljal poslansko vprašanje predsedniku vlade, kjer se je izkazalo, kot da je vse v najlepšem redu, kot da vsi prejemajo dolgotrajno oskrbo. In zdaj so v ospredju domovi za starejše. In ti si opozarjal, da bo nov sistem oskrbnino pokril le nekaterim, hkrati pa, da se sistem zapira za vse, ki bi želeli vanj vstopiti. Ja, hvala za to iztočnico. Zelo dobro si rekla, ne? Sistem so tako zbirokratizirali in zapletli, da res dejansko lahko vsako zadevo Robert Golob poimenuje kot dosežek, svoj dosežek in dosežek njegove vlade. Zdaj, da bova čist fair, pa da takoj razoroživa njegove, ki vedno pol napadajo, da mi mečemo polena in da jih hočemo ustavljati pri uvajanju tega pomembnega novega stebra socialnih pravic. Prvič, mi smo že začeli z pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi z mislijo na te starejše, najranljivejše. In drugič, oni so v veliki meri povzeli koncept tistega zakona, ampak so ga še poslabšali s to birokratizacijo in s to zapletenostjo in potem še, ker so neoperativni, imajo velike težave pri izvedbi. Vidiš, se lahko tikava, vidiš, da informacijskega sistema ni in ga ne bo. In sicer tu govorimo o dveh informacijskih sistemih, o tem osnovnem, ki bi moral biti že zdajle do konca decembra, do konca jeseni v bistvu, so rekli, in drugega, ta velikega, ki naj bi bil čisto nov, tega pa še kar v letih zdaj je videti že, da ne bo. Torej, mi smo šli in tudi zdaj vse akcije vodimo z mislimi na te najranljivejše. In drugič, dejstvo je, da se bo za te, ki so v domovih, približno 20,000 stanovalk in stanovalcev je, dejansko zgodila prevedba in za njih se bo dokaj lepo vse uredilo. Pa ne zaradi zakona o dolgotrajni oskrbi, ta ni izvedljiv, zaradi vsega, kar sva naštela, ampak zaradi interventnega zakona, ki je zadeve, bomo rekli, spavšaliziral in naredil neko prehodno obdobje in v bistvu omogočil neko množično prevedbo iz zakona o socialnem varstvu na zakon o dolgotrajni oskrbi. Torej za teh 20,000, da ne bojo spet Golobovi rekli, da strašim, bo vse v redu, načeloma se jih bo večina dobro prevedla. Ti si pa izpostavila prvo večjo diskriminacijo, ki jo uvaja njihov pristop, in sicer to je to, da se za nove pravzaprav sistem skoraj zapira. Skoraj nemogoče bo vstopiti v sistem dolgotrajne oskrbe, vsaj v doglednem času. Prvič zaradi birokracije, drugič zato, ker na centrih za socialno delo očitno nimajo dovolj zaposlenih, to niso samo centri krivi, in tudi, ker ni informacijskega sistema, zdaj komunicirajo, torej centri za socialno delo, izvajalci domovi za starejše in pa Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je plačnik iz prispevka za dolgotrajno oskrbo, komunicirajo z maili z Excelovimi tabelicami. To smo v preteklosti že videli, že pri drugih rečeh se te Excelove tabelice ne obnesejo, ker je lahko veliko potencialnih napak, ker se to pretipkava, ker se to popravlja in tako naprej. In dejansko v praksi je to zdaj že jasno, da je napak ogromno in da gre počasi, prepočasi. In drugič, centri za socialno delo pravzaprav na novo izvajajo to izdajanje odločb, preverjanje na terenu in tako naprej. Torej, zaostanki so ogromni. In ti zaostanki sedaj pri prevajanju teh v instituciji, predvsem pa pri odločanju o novih
in pa tistih v instituciji, v domu, ki se jim bo čez noč stanje poslabšalo. Prej je bil sistem nastavljen tako, da se je dalo hitro to zreagirati in se je lahko že od naslednjega dneva pravzaprav izvajalo višjo stopnjo oskrbe, če je bilo to potrebno. Zdaj bo to trajalo mesece in mesece in ti zaostanki bojo povzročili pravzaprav popolno nedostopnost za tiste, ki bi potrebovali na novo vstopiti v sistem dolgotrajne oskrbe. Mogoče lahko rečem, da je žalostno, da nam je ta način in sistem že poznan iz zdravstvenega sistema. Torej, dobili so pravico do čakalne vrste. Kako dolgo bojo pa čakali, pa v tem trenutku nihče ne ve povedati. Nekaj nam da občutka že to, da pri dolgotrajni oskrbi na domu, ki je začela veljati s 1.7. in je samo napisana pravica v zakonu, dejansko jih bore malo zdaj to pravico koristi. Dejansko ministrstvo niti ne da številke. Jaz mislim, da zato, ker je številka tako porazno nizka, da jim je nerodno in prav, da jim je nerodno. Ne? Zdaj si pravzaprav že odgovoril na moje naslednje vprašanje. Zdaj, s tem 1. decembrom, ki je bil nekako mejnik za dolgotrajno oskrbo v domovih za starejše, se je nekako malce v ozadje potisnilo, se pravi, dolgotrajno oskrbo na domu, ki bi morala zaživeti 1. julija, pa se je potem spet izkazalo, da so težave z informacijskim sistemom. Na koncu se je šlo v ročno izdajanje odločb. Torej, tudi v tem segmentu v resnici ne vemo, kje smo. Ja, dejansko ne vemo. Ministrstvo za solidarno prihodnost dobiva od mene vsak teden že nekaj mesecev konkretna vprašanja, koliko je vlog, koliko je rešenih vlog, koliko je izdanih odločb, koliko je potrjenih osebnih načrtov, kajti potrjen osebni načrt je pravzaprav šele podlaga za to, da lahko nekdo koristi dolgotrajno oskrbo na domu in v instituciji, in koliko jih dejansko to res lahko koristi. In odgovori so zelo pavšalizirani. Preko 100 uporabnikov po vsej Sloveniji naj bi že koristilo, in ko enkrat ministrstvo pristojno za to napiše preko 100, veš, da je to porazno. Ne? Mislim, ne moreš na tak način odgovarjati. Dejstvo je tudi, da mislim, da skoraj tretjina občin še sploh nima izvajalcev, ki bi imeli podpisane pogodbe za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Torej, še to moraš biti srečnež, da v tvoji občini to je. In še ena težava, s katero se niso pravi čas soočili, pa sem želel pomagati, pa smo v Novi Sloveniji opozarjali na to, predlagali zadeve, je pa to, da je v bistvu pri dolgotrajni oskrbi na domu zdaj veljavi dvotirni sistem, kar je pa velika težava za izvajalce, ker si lahko predstavljaš, da že pomoč na domu so kadrovsko komaj pokrivali, zdaj pa obstoječi iz pomoči na domu zelo malo prestopajo v dolgotrajno oskrbo, ker se bojijo, ker ne vejo, kaj bo, ker so zdaj navajeni sistema, ga poznajo, imajo dodatek za pomoč in postrežbo. Če pa prestopijo v sistem dolgotrajne oskrbe, pa dodatka za pomoč in postrežbo nimajo več, ne vejo, koliko bojo plačevali, kako in tako naprej. Torej tega ni. V dolgotrajni oskrbi bojo novi uporabniki in uporabnice, za katere pa izvajalci nimajo dodatnih zaposlenih, pa bi jih potrebovali. Plače so prenizke, na to smo tudi opozarjali. Maljevac in Golobov se niso odločili za interventni dvig, vsaj za neko prehodno obdobje, dokler se sistemsko višina plač vseh zaposlenih v sektorju dolgotrajne oskrbe ne popravi, in dokler ljudje, dokler potencialni zaposleni ne bojo imeli obeta nekih ustreznih razmer in bojo preobremenjeni in prenizko plačani, pač ta sistem ne bo mogel zaživeti. Ne? In trenutno v bistvu, če rečemo, da obstaja pravica do dolgotrajne oskrbe in do dolgotrajne oskrbe na domu, prva od 1. decembra, druga od 1. julija, obe pravici dejansko ne obstajata. Ker če ti imaš v zakonu nekaj napisano, v resnici pa tega ne moreš koristiti, potem je to tako, kot da te pravice ne bi imel. Zdaj bom pa povedal po domače, da je otroku mu obljubi sladoled in potem mu ga daje za šipo. In mu reče, evo, to je tvoj sladoled, lahko ga poješ, ampak skozi šipo. Žalostno je, da se to dela z najranljivejšimi. Imava že prvo vprašanje, ampak še vseeno me zanima ta ključna pridobitev v okviru domov za starejše in ta večna obljuba, torej, da nihče ne bo
plačeval več, kot je zagotovljena pokojnina, oziroma ne vem točno, kakšna je sintagma, ampak skratka, da bodo zdaj uporabniki domov za starejše na boljšem. Kaj je zdaj s tem v resnici, ker ti praviš, da bo še vedno iz tega izključen del uporabnikov? To je še ena diskriminacija, ki jo uvajajo in so na njo bili upozorjeni, jo poznajo, ampak se delajo, da je ni, kar bo čez nekje pol leta, 1 leto zelo udarilo ven. Poglej, v osnovi smo že mi zastavili koncept, kjer bi stanovalka ali stanovalec v instituciji plačal samo penzionski del, namestitev in prehrana. V Sloveniji imamo določene standarde. Kaj pomeni standardna namestitev in prehrana, ker to se krije, ne? In standardna namestitev in prehrana, morda tiste, ki naj jo danes spremljajo, malo bolj zanima to področje, zato bom to razložil, je 1- ali 2-posteljna soba z souporabo kopalnice in sanitarij. Seveda pa je do sedaj, do tega njihovega zakona, bil tudi člen noter, določba, da se kot standardna namestitev vzame tudi višji standard, to pomeni lastna kopalnica oziroma sanitarije brez souporabe, torej lastna, vkolikor dom za starejše, v katerem živi nekdo, nima souporabe, torej kopalnic za souporabo ali pa WC-jev, ne. Zdaj tega ni več. Kar naenkrat je torej soba in samostojna uporaba svoje kopalnice postala nadstandard in se ne bo krila iz tega dela, ki naj bi bil sofinanciran in ga bojo morali plačevati upokojenci, uživalci dolgotrajne oskrbe v domu iz svojega žepa. Zdaj pa, kaj to pomeni? Za tiste, ki imajo recimo do 789 evrov penzija, ne? Jim je sedaj do neke mere so plačali svojo penzijo, nekaj jim je doplačal svojc, svojci, otroci ponavadi, ali pa občina, če oni niso mogli. Zakon je bil nastavljen tako, to mnogi vejo, da jim je ostalo približno 150 evrov žepnine. Za njihove stvari, za kavico, za čajček, za kakorkoli, ne. No, tisti, ki imajo take pokojnine, jim bo zdaj ta nadstandard vzet iz te žepnine. Torej jim ne bo več ostala žepnina, ampak bojo morali iz te žepnine plačati. Tisti, ki imajo pa 2, 500, 3000 evrov pokojnine, jim bo pa kar naenkrat plačana, torej plačali bojo samo oskrbo do 789, razlika do 3000 evrov jim bo pa ostala, oziroma njihovim svojcem, ne. Še posebej taki, ki so v recimo namestitvi 4, ki je visoka namestitev, ne. Ti so do zdaj plačevali pač okrog 1800, zdaj pa bo njihovim svojcem ostalo kar nekaj denarja, s katerim bojo oni razpolagali. Torej, ko preračunaš in vidiš, ko preračunaš in pogledaš ta koncept, vidiš, da so pri izvedbi malo zgrešili in niso primerno preračunali vplivov, učinkov te kapice na osnovno namestitev. In nam se ne zdi prav, da tisti z nižjimi penzijami, ki so že zdaj imeli samo nekih 150 evrov žepnine, to jim je ostalo za ves mesec, da bojo še iz tega morali plačevati nov nadstandard, ki do zdaj sploh ni bil nadstandard. Torej, še ena diskriminacija, sistem je nastavljen tako pri izvedbi, da bojo v bistvu na boljšem tisti, ki imajo svojci, tistih, ki imajo bogate pokojnine in jim bo več denarja ostalo. To vprašanje je tudi med vprašanji, pa tudi jaz sem ga imela zapisanega, kaj bi po tvoje bolje delovalo oziroma kako bi do teh težav pristopila Nova Slovenija, da ne bova samo kritična, a ne? Ker vemo, tudi sam si omenil, da je ta zakon zasnovala prejšnja vlada, v kateri si bil ti minister in si sodeloval, se pravi pri snovanju tega zakona. Kaj bi bile neke ključne rešitve, če mogoče malo strneš, da nam bo ostalo še za druge teme? Ja, zadeva je tako globoka in tako kompleksna, da je res težko biti kratek, še posebej zame, kar podrobno poznam sistem. Zdaj, ključno je da bi mi naš zakon, ki tudi ni bil idealen, seveda ni bil,
bi ga začeli preizkušati z neko pilotno skupino domov za starejše, recimo 5 državnih, 5 koncesijskih, in bi oni že v bistvu 1 leto lahko preizkušali sistem in bi pravzaprav po 1 letu že imeli popravke iz prakse, kjer bi mi lahko novelirali zakon in bi že videli, katere stvari so dobro zastavljene, načrtovane, katere ne, katere v praksi pač niso izvedljive, pa ne delujejo. Drugič, financiranje bi mi vsekako razpršili vire. Zdaj smo videli, da ta vlada se je odločila za koncept, obremenimo tiste, ki delajo. Torej, prispevek in to je to. Ker pač denar rabimo, ga bomo vzeli z dodatnim prispevkom. Ne rečem, da ne bi morda pri nas tudi en del vira sredstev bil iz prispevkov, ampak bi morali pogledati v bistvu celovito vse prispevke, ki jih plačujemo in jih tudi osmisliti in umestiti. Zato, ker zdaj plačujemo lahko vsak podjetnik vidi, v bistvu nebrojenih prispevkov, že samo za zdravstveno varstvo imamo 2 prispevka, obvezna, 2 obvezna in potem še za dolgotrajno oskrbo. To je treba prečistiti in narediti neko razumno mejo, da se tudi delo razbremeni, to, kar nam OECD in Evropska komisija tudi skozi pravi in tudi mi v Novi Sloveniji to vemo in trdimo. Tretja stvar, mi bi zavarovanje za dolgotrajno oskrbo ravno s tem letom 2025 bi začel veljati zakon, ki bi ga pripravili, ker bi šli bolj jasno in bolj pravično v iskanje sredstev tudi zunaj javnih sredstev. Meni se zdi to prav, za tiste, ne da jim država, tistim z visokimi penzijami, da jim država nekako časti enako kot tistim z nižjimi, potem pa jim še ostane, torej se jim še vrne, ampak bi lahko tisti, ki imamo višje prihodke, recimo vlagali v nek steber, kot pri dodatnem pokojninskem stebru, ali pa v zavarovanje pri zasebnih zavarovalnicah in bi si nek želeni nadstandard pač s tem sfinancirali. Torej, jaz bi in Nova Slovenija je imela ta koncept, odprla trg zavarovanja tudi za zasebne zavarovalnice, seveda z jasnimi pravili in močnim, strogim nadzorom. ZZZS bi bilo treba itak preoblikovati, to imamo že v zdravstvenem programu napisano in na nek način bi pripeljali noter tudi sredstva iz demografskega sklada, ki smo ga takrat imeli v konceptu, in pa še več bi z uspešnim črpanjem evropskih sredstev, kar smo pa dokazali, da smo sposobni, lahko vlagali v sistem, predvsem za infrastrukturni in pa delno tudi za razvoj programskega dela dolgotrajne oskrbe. Pri infrastrukturnem delu, pri gradnji domov smo zelo dobro dokazali, da to zdaj se odpirajo domovi, ki so rezultat tega. Tako je in hvala Bogu, da imajo stanovalke in stanovalci in zaposleni v teh domovih možnost delati v novih, svetlejših, tudi po višjem standardu grajenih, ni več. Mi smo ukinili 5, 4, 3 posteljne sobe, so dvoposteljne, so višji standardi, tudi bolj prijazna starost za vse, ki stanujejo noter. Torej, v osnovi pa tudi ne bi tako zbirokratizirali celotnega sistema. Oni so šli pravzaprav s konceptom, to se zgodi ljudem, ki nimajo izkušnje, pa ki imajo tudi slabe svetovalce, s sistemom, ko so mislili, da če nekaj zapišeš v zakon, se to samo avtomatsko kar zgodi. To ni res, to je treba, pač projektno vodenje zahteva tudi primeren pristop, resen pristop, sploh pa, ko gre za ljudi, ko gre za naše babice in dedke. Tukaj imamo vprašanje, da pač interpelacije niso uspeli, kaj sploh še narediti, ali je zatožiti ministra Maljevca. Mogoče je tukaj pravi odgovor, da na volitvah dobiti novo vlado, ne? Jaz mislim, Andreja, da si moje misli prebrala. Ni druge, spoštovane in spoštovani, ki naju spremljate, kot da 22. marca 2026 rečemo ne, hvala Maljevac, ne, hvala Luka Mesec, ne, hvala Robert Golob. Takega koncepta in takega pristopa in takega igranja z usodami najranljivejših pač ne želimo in imeli so svojo priložnost. Številni njihovi sedaj ocenjujejo, da je bila zapravljena. Ob enormni politični moči so v bistvu naredili bolj malo, kar so pa naredili po moji oceni veliko škode in čas je, da se jim zahvalimo in da dobimo priložnost tisti, ki smo se že dokazali. Kot da bi načeli neke sisteme in zdaj
spustili in da vidimo, kako bodo stekli. Še huje. Pri dolgotrajni oskrbi jim jaz očitam to, da niso šli nadgrajevati. Ne. Če jih dobro poslušaš, oni nekako promovirajo, kot da so prvič v 30 letih samostojne Slovenije začeli z novim stebrom socialne pravice, dolgotrajne oskrbe, da prej tega ni bilo. Ni res. Mi smo imeli relativno dobro delujočo oskrbo starejših, ki je imela nekaj izzivov, ki smo se jih že začeli lotevati v prejšnjem mandatu in tudi že pred nami, ampak precej neuspešno. Mi pa smo zastavili, mislim, da stvari tako, da so začele funkcionirati, pa da ne bom na pamet govoril. Torej, gradnja domov, posodobljenje domov, dvig standardov v teh domovih, tudi večja odpornost na morebitne epidemije, ker veste, da najranljivejši so tudi v tem smislu najranljivi. In na drugi strani smo začeli prenavljati in izboljševati standarde in normative, kar ni zanemarljivo. To se še zdaj uvaja, ker smo se dogovorili s sindikati za postopen dvig standardov in normativov. In tudi takrat smo začeli z dodatnimi dodatki, interventnimi dodatki in pomočmi za plačilo zaposlenim, nekaterim smo pa že sistemsko začeli dvigovati plače. Ne? Ampak oni govorijo, kot da 30 let ni bilo nič, zdaj so pa začeli od znova in dajte nam čas, reče Golob je ravno včeraj rekel, nam morate dati čas, mi to na novo uvajamo. Ni res. Ta sistem bi samo nadgrajevali, mi bi ga izboljševali, ne pa da ga razrušijo. Ne? To je neka taka čudna paradigma, da je treba najprej razrušiti, zato da se pol pokažeš kot nek rešitelj in novograditelj. Jaz moram reči, čeprav nisem pristaš teh variant, da se politični boj usmerja samo v čas po drugi svetovni vojni, ampak to smo nekako videli v tistih letih. Ne? Bomo razrušili, zato da bomo pol ljudem nekako dajali vtis, da smo mi tisti, ki smo začetniki. In to je problematično, ker kaže na ignoranco do ljudi pa njihovih potreb. Prejdiva zdaj k pokojninam. Najbolj boleča točka se mi zdi, da je v tem smislu pokojnin, odprava krivic zaradi upokojitev s prenizkim odmernim odstotkom. Bilo je neko obdobje, ki ste ga zdaj, tudi na neki naši predlogi so skušali ga zaobjeti, razrešiti situacijo. Kje so zdaj ti ljudje in recimo, kaj bi bil odgovor Nove Slovenije tem ljudem? Tudi na naših pogovornih večerih se namreč velikokrat pojavi to vprašanje. Ja, glej, po Ropovi pokojninski reformi se je res zgodila diskriminacija in zanimivo, predvsem diskriminacija moških. So se moški v enem obdobju, mislim, da enem 6-letnem obdobju, upokojevali po znatno nižjem odmernem odstotku kot pa ženske. 57,2 je bil ta odmerni odstotek, ne? To je nadomestitveni odstotek glede na tvojo bi rekel, zajeto povprečje plač, ne? Ki se pač upošteva pri izračunu penzije. Res je, da to ni edini parameter. Imaš obdobje zajema, ne, ki je bilo takrat malo krajše, kot je danes in še krajše kot od tega, kar se napoveduje. Je pa res, da upravičeno moški upokojeni v tistem obdobju primerjajo svojo pokojnino z recimo ženino ali pa z neko žensko iz istega obdobja s podobno plačo in upokojeno v istem času, ne, so v bistvu res glede na spol nekako diskriminirani. Ne. Zdaj tisti, ki zagovarjajo, da to ni tako hudo, aktualni direktor Zavoda za pokojninsko zavarovanje, trdi, da na nek način je pa na ta način bila večja pravičnost do žensk, ki pač opravite ogromno neplačanega in nepripoznanega dela, in na drugi strani, da je bil tudi krajši zajem let, torej višje povprečje in tako naprej. Zdaj, tu je, kot si sama rekla, močna politična debata, ali v to popravo krivic iti ali ne, ali je možna ali ni. Mi smo že kar nekaj predlogov dali, da se to reši. En predlog je bil z prilagojenimi uskladitvami do neke ravni, za to skupino, da bi ujeli nekako ostale, jih bi izenačili, je pa zelo težko določiti, pri kateri višini, zato ker so tudi uskladitve bile v preteklih letih različne, izredne, redne in tako naprej. Zdaj, druga možnost je, da bi se tem predvsem ta civilna družba, ki zahteva popravo te krivice, zahteva tudi
novi preračun. Jaz samo vedno rečem, pazite, ker je lahko novi preračun včasih tudi v nekaterih primerih manj ugoden. In zdaj lahko, da potem se povzročijo občutki novih krivic. In tu je treba biti zelo previden in je treba najti en dogovor, da to rešimo. Mi smo pri sedanji pokojninski reformi, ta zadnji oziroma pri popravku pokojninskega zakona, saj to dejansko ni reforma, smo dali 3 pogoje in ta poprava krivic je bila ena izmed 3, potem polni dvojni status, če delaš 40 let, če si izpolnil pogoje in če še želiš in zmoreš delati, zakaj ti vzamejo 60% pokojnine? Po 3 letih pa še več, na 80. In zahtevali smo tudi, da se odpravi omejitev upoštevanega števila otrok pri družinah. To je pač izrazit ukrep, ki je diskriminiral velike družine, ki jih je zelo malo, premalo v Sloveniji, premalo je velikih družin. In tu smo celo uspeli z amandmajem in zato potem tudi nismo nasprotovali temu popravku pokojninskega sistema. Zdaj ni več upoštevano število otrok omejeno na 3. Pa tukaj je bila še en pomislek, ki se je zelo izpostavljal in se mu je tudi NSI pridružila, in sicer ta zajem pokojnin, ki štejejo, zajem plač oziroma prihodkov, dohodka, ki štejejo v izračun pokojnine. Luka Mesec in njegovi so zelo poudarjali, da bo po novem, po popravku, odmerni odstotek 70%, kar ni slabo. To smo vsi podprli. Ampak vedno je problem v detajlih pri pokojninski reformi in pri določanju njenih odmerjanj. Če je do sedaj bilo upoštevanih najboljših, mislim, da 28 let, bo ta nov popravek prinesel po prehodnem obdobju upoštevanje dejansko vseh 40 let minus 5 najslabših. To pa je že velika razlika. In novinarji, predvsem pa ekonomisti, ki se s tem poglobljeno ukvarjajo, so preračunali, da za večino upokojenih to pomeni nižje, takrat upokojenih, to pomeni nižje ali pa enake pokojnine, kot bi bile po sedanjih pogojih. Torej, sicer višji odmerni odstotek, ampak večji zajem let. In zdaj te vprašam, ali pa vas vse vprašam, kdo ima 35 let relativno visoko plačo? Malo nas ima to. Mogoče imaš dobro plačo na vrhuncu kariere, nekih 15 let, in seveda tudi ob nižjem odmernem odstotku, če je bil zajem ožji, je lahko bila odmera pokojnine relativno ugodna. Zdaj bo 35 let in to ti bo zelo znižalo odmero, tudi če bo odstotek odmerni malo višji in pri 70 odstotkih. Pa še nekaj, ta popravek pokojninskega zakona, kar je pa slabo, bo prinesel tudi slabše pogoje usklajevanja pokojnin, in sicer manj na rast plač in bolj vezano na inflacijo, ki pa gre počasneje kot rast plač, in dejansko bo tudi že za obstoječe upokojence manj ugodno. Za tiste, ki se bojo pa kasneje. Tukaj pridejo že v kontekst ukrepi Nove Slovenije za višje plače, ker pokojnine bodo dobre, če bodo plače dovolj dobre. Tukaj imava eno vprašanje enega gospoda, ki sprašuje po merljivih ukrepih, ki jih bo NSI v naslednjem mandatu dejansko izvedla za razbremenitev dela in dvig neto plač srednjega razreda. Tukaj bi vas napotila na prejšnji Zoom pogovor, kjer smo govorili točno o gospodarskem programu Nove Slovenije, pa tudi na naši spletni strani lahko poiščete celoten program. Danes se usmerjamo predvsem v socialno politiko oziroma v rešitve socialnega programa, tako da vas lepo prosim za razumevanje, ker bo sicer premalo časa, če bomo še to temo načenjali. Pa vseeno bom povedal, nosilni, merljivi predlog, in sicer višja osnovna splošna dohodninska olajšava, ki jo vsi poznamo, vsi, ki delajo, zelo pozorno pogledajo svoj informativni izračun dohodnine, in ko bomo že osnovno olajšavo zvišali, bomo že povzročili veliko olajšavo za denarnice vseh, ki delamo, ker nam bo začelo ostajati od tega, kar naredimo. Je pa res v paketu našega gospodarskega programa zelo dobro razloženo, boste videli, celovito razdelano z merljivimi učinki.
Potem imava še vprašanje o višini regresa in zimskega dodatka za upokojence, torej kaj menimo o samem znesku, glede na to, da recimo je regres namenjen načeloma dopustu, kritju dopusta in tukaj je v bistvu zanimiv pomislek, ne, da upokojence dopust stane enako kot zaposlene. Ne. Na kakšni osnovi se to odmerja za upokojence in vemo, da božičnice oziroma zimskega dodatka za upokojence lani ni bilo. To je tudi zelo odvisno od leta do leta. Kaj lahko odgovoriš na to vprašanje? Žalostno je, da so prejemki zaposlenih, pa tudi zdaj že upokojencev, postali pravzaprav predvolilni bombončki. Ne. Tu bi se morali dvigniti predvsem upokojenke in upokojenci, da oni niso božičkovi palčki. Ne. In Robert Golob, to me žalosti, dejansko ne priznava enakega dostojanstva vsem ljudema. Ne. In s tem, ko pač določi eno božičnico za ene in sicer obvezno, ne glede na to, a jo lahko nekdo izplača ali ne. In na drugi strani za upokojence, mislim, da je 150 evrov. Ne. Upokojenc je ravno tako človek, ima enako potrebe in dopust za njega ali njo stane enako, če je pač to namenjeno dopustu. Ne. Torej, problem je že to, da ni bilo sistemskega razmisleka o tem, kaj bomo dali, zakaj, ne, torej kaj bo namen, a bo to zdaj za pomoč za plačilo ogrevanja, ali bo pomoč za nakup par daril za vnuke in sorodnike, ali bo to res zimski regres, ki pa je namenjen nekemu dopustu. Za 150 evrov si ti ne moreš privoščiti v bistvu vikenda v toplicah, ne. Tudi če koristiš kakršenkoli upokojenski popust. Tako da tu je potreben pri naših pokojninah razmislek, kako jih bomo organizirali že itak v globalu. Ne. Imamo mi zelo jasen predlog. Ne. Zaradi demografije, ker pač nimamo dovolj otrok in mladih in tistih, ki delajo, bomo težko še na dolgi rok držali s tem Bismarckovim pay as you go sistemom. Ne. Mi bomo morali nekje organizirati tako, da bo ta osnovni steber dajal recimo neko osnovno državno pokojnino vsem, ki bo vedno usklajena z pragom tveganja revščine za samsko osebo, recimo, ne. Potem bo moral biti nek reguliran, državno nadzorovan in tudi obvezen drugi steber, ne, s katerim bomo tudi nekako krepili delno kapitalski trg in skrbeli za nadstandard, in ki bo lahko tudi instrument pri zaposlovanju, torej privlačnost neke zaposlitve pri enem delodajalcu bo lahko skozi take ponudbe. In tretji, popolnoma privatni steber, ne, ki bo pa zelo močno lahko okrepil kapitalske trge, ker tu je Slovenija res šibka. Že če pogledamo sosede, ne, so nam pokupili preko teh skladov, so nam recimo Hrvati pokupili prehrambeno industrijo in to se ne bi smelo zgoditi in tu zamujamo, ampak kakorkoli. Treba bo pogledati na pokojnine iz globala, ker tisti, ki so 40 let delali, seveda njim pripada to, ne, njim pripada ta varnost, ne, ki so jo pričakovali in za njih je treba poskrbeti. Ne. Bo pa treba eno novo družbeno pogodbo narediti, zaradi tega, ker pač nimamo dovolj otrok in mladih. No, pa potem preidiva na družinsko politiko, čeprav sem naslednjo najprej socialno predvidela, ampak najprej vprašanje, ne, zakaj NSi tako poudarja pomen ločevanja družinske in socialne politike? Ločevati je treba te dve politike, ker imata različne cilje. Cilj družinske politike je odgovoriti na, bi rekel, demografijo in zagotovitev obstoja prebivalstvenega pogoja za obstoj države. Ne. Cilj socialne politike je solidarnostno poskrbeti za tiste, ki ne zmorejo sami. Če sta pa ti dve politiki pomešani, pa po mojih in naših izkušnjah ne dosegata nobenega od teh ciljev v redu. Vsega malo po malem, ampak na koncu noben cilj ni v redu dosežen. Ne. In kaj se je zgodilo v zadnjih desetletjih, ko se je to vse pomešalo? Ne. Ena družina, ki se lahko odloči tudi za več otrok, pa ima ambiciozna starša, ki želita biti tudi
aktivna na trgu dela, narediti neko kariero, vsak na svojem področju in tako naprej. In upravičeno nekje po recimo nekaj letih, ko otroci že potrebujejo vrtec, osnovno šolo, pričakujete, da če ta na neki stopni zamenjala službe za boljše službe, malo več zaslužila in tako naprej, je naš sistem družinsko-socialne politike narejen tako, da na koncu tudi, če več zaslužiš, se to upošteva tako, premleje ta birokratski aparat, da si na koncu na istem. Zato, ker ti kar naenkrat vrtec, položnica za vrtec naraste, prehrana v šoli in vrtcu naraste, nekje druge se ti nekaj izravna, tam si več zaslužil, si mislil, zdaj pa 500 evrov več na mesec, ampak ti vrtec in šola vzameta to na drugi strani, pa še kakšne druge zadeve, a ne? In kar naenkrat si na istem. In ti greš, si na bolj odgovornih položajih, delaš več in tako naprej, na koncu si na istem. To ljudi jezi. Zato, ker se počutijo ujete. Vse je prav in je dobro in Nova Slovenija je prva izmed strank, ki se ji dela krivica, ampak predvsem zato, da bi nam politični tekmeci pač, da bi imeli prednost pred nami. Mi smo izrazito stranka, ki zagovarja socialno, tržno gospodarstvo. To pomeni, da najprej seveda rabimo močno gospodarstvo, dobro poslovno okolje, stabilnost, varnost za vse ti, ki delajo in ustvarjajo. Ampak hkrati, ko imamo to, vsi se zavedamo naše dolžnosti, da poskrbimo za tiste, ki ne zmorejo, ki so šibki, ki so starejši, ki so bolni, ki so invalidi in tako naprej. Za vse te skupine, ki ne zmorejo. Če sem opisal, kaj je problem na družinski strani te naše mineštre, a ne, družinsko-socialne politike, je pa na socialni strani velik problem, ki ga pa ljudje še bolj zaznavajo, to, da smo dobili ogromno ljudi, ki so zdravi in dela zmožni, ampak najdejo načine, da pač vlečejo različne ukrepe te socialne politike. Bodi si preko izmikanja zaposlovanju, bodi si preko nekega, ne vem, ustanavljanja nekih kvazi socialno-kulturnih društev in potem sprejemanja dotacij preko države. Zdaj je nasploh, recimo, kulturno ministrstvo izjemno naklonjeno financiranju takih, a ne, ki vedno ribarijo in hodijo nekje v kalnem, a ne, zato da relativno dobro živijo. In tu pa trčimo na vse, ki delajo, in zaposlene, in podjetnike, obrtnike, ki se jim pa to zdi nepravično. A ne? A je to sociala, a je to cilj socialne politike, da mi pasiviziramo zdrave pa dela zmožne? Ni. In zaradi tega je treba jasno postaviti mejo med tema dvema politikama in se odločiti, da če mi smo tako bogata država, jaz mislim, da smo, da ustrezno nagradimo rojstva otrok, pa še enkrat poudarjam, nihče se ne bo odločil za dodatnega otroka zaradi denarja. To je šele, bi rekel, sekundarnega pomena, da takrat, ko se dva odločita za prvega, za drugega, tretjega, četrtega, da sta takrat podprta in da jim ne pade standard. Ne? Torej, da imajo nekako, bi rekel, podoben položaj v primerjavi s tistimi, ki se pač odločijo za neke druge prioritete ali pa ne morejo imeti otroka. Ne? Na drugi strani, pri sociali moramo jasno povedati, za koga se poskrbi brezpogojno, za koga se poskrbi pogojno. Recimo, da je nekdo ostal brez dela, ne čisto po lastni krivdi, podjetje je šlo v stečaj in tako naprej. Takrat rabimo mrežo, ki tega človeka ujame in ga varno ponese do naslednje zaposlitve. A ne? Potem moramo pa določiti tudi eno mejo, kjer pa ti, če iz kjergakoli razloga, ki je pa bolj na tvoji strani, nisi zaposlen, potem pač je treba določiti, kateri nabor javnih del se bo delal v javno korist in tako naprej, zato da boš pač prejemal tisto pomoč družbe, ker ta denar, ki ti je splačan, nekdo trdo prigara. In to je cilj tega našega govora o ločitvi družinske pa socialne politike. Da na eni strani ne držimo družin in tistih, ki ustvarjajo vedno na istem, ne glede na to, a več zaslužijo, a so na bolj odgovornih mestih in tako naprej, vedno na istem, ujeti v nekem medprostoru in na drugi strani, da zdravim in dela zmožnim damo jasen signal, da taki spadajo na delo, ne pa v ukrepe socialne politike.
In kaj bi bili recimo, to verjetno ljudje želijo slišati, ne, da veliko se govori o izkoriščanju socialnega sistema, socialnih transferjev, o iznajdljivosti, selitvah, ločevanju in tako naprej. Kaj bi torej lahko naredili, da bi zamejili te zlorabe, ki seveda grejo na škodo vseh, ki delajo, ne, ker prispevajo za socialni sistem? V svežnju zakonov, tako imenovanim kraljevem svežnju zakonov, smo že dobro nakazali, kaj je treba. Mi že vse podatke imamo, ampak jih imamo v ločenih bazah. Centri imajo ene podatke, Zavod za zaposlovanje ima druge podatke, in potem to ne laufa, bi rekel, zelo, zelo hitro med temi bazami podatkov. Treba je ukrepiti nadzor, omogočiti, da se izmenjujejo baze podatkov, da se takoj identificira, če nekdo špekulativno zavrača zaposlitve ali pa hodi samo po pečate, zato da dokazuje, da ga nočejo zaposliti, a ne, in tako naprej. In treba je ukrepati. Ob prvi neupravičeni zavrnitvi zaposlitve, recimo, če je nekdo iskalec, zdrav, dela, zmožen, ne, mu je treba odvzeti denarno socialno pomoč, ob drugi pa že mogoče celo, da ostane še brez kakšne druge ugodnosti ali pa kaj take. To je treba jeti, bomo rekli, kar odločno in jasno, ne. Zato, da se pač prepreči zlorabe, ne. Na drugi strani pri družinski politiki je pa potrebno razmisliti o več ukrepih. Mislim, da v današnjem času so velike potrebe po bolj fleksibilnih in bolj širokih možnostih usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Skrajšani delovniki bi torej morali še bolj se razviti v to smer tudi za zaposlene starše, ker tu Slovenija je na visokem nivoju, ženske delate pravzaprav ob tem, da imate otroke, skrbite za gospodinjstvo in tako naprej, kar je prav, ne, in smo glede števila zaposlenih mater na vrhu, mislim, da svetovno, v Evropi pa sploh. Ampak tu je treba dati možnosti, da zaradi tega ne boste finančno šibkejše, oziroma da tudi družine ne bojo finančno šibkejše zaradi tega ali pa kakorkoli drugače deprivilegirane. Nasprotno, moramo jih podpreti in tu omogočiti, da se brez strahu po tem, da se bo finančno ali pa drugo stanje zmanjšalo, odločajo tudi za družinsko življenje. Pod tvojim ministrovanjem se je znova uvedel brezplačen vrtec za drugega otroka in vse naslednje. In tukaj imava eno vprašanje, ker jaz sicer mislim, da ni neposredna pristojnost države, ampak da imajo v Turčiji recimo otroško varstvo za zaposlene v tovarni. Verjetno sprašuje gospod, ali podpiramo tudi mi te možnosti v Sloveniji? Seveda, treba je delodajalcem dati možnosti, da bojo privlačni ali pa bolj privlačni v konkurenci z drugimi delodajalci. Saj to je za zaposlene samo dobro. In če ti ponudiš v okviru službe možnost tudi otroškega varstva, ne, je to samo dobro. Seveda pa mora biti ta vrtec organiziran po vseh standardih, standardih in normativih za predšolsko varstvo, ki pa jih, mimogrede, bi tudi lahko že malo pogledali, pa posodobili, pa malo primerjali z razvitejšimi državami. Ni treba, da v vrtcu delajo samo vzgojiteljice z univerzitetno izobrazbo. Jaz mislim, da lahko tu znižamo standarde, prinesemo več srca noter, pa več neke zdrave pameti in razuma pri vzgoju otrok, kar bo pomenilo tudi večjo sprostitev v tem smislu. Seveda pa je treba dati tudi jasna merila in navodila. To pa vem, ker sem star 4, ne, da to ne bi smelo pomeniti pri delodajalcu potem, da če je otrok v službenem vrtcu, da je lahko on tam po 12-13 ur, ne. In se to izkorišča, je otrok tam. To ni dobro, otrok mora biti čim več pri starših. Jaz bi celo odprl zadevo glede varstva predšolskih in vsega tega, tako sem prej rekel, bolj fleksibilne možnosti družinskega poklicnega življenja, več možnosti dela od doma, ne samo za mame, ampak tudi za očete, ki bi lahko to kombinirali tudi z več časa biti z otrokom, recimo. Lahko bi se zorganizirali tako, da je otrok več doma, da je logistika lažja, ne? Ker v osnovi je vrtec pomoč nam, staršem. Ni potreba otroka, če že gledamo čist na najbolj splošno, ne?
in moramo organizirati tudi družbo tako, da prije nazaj človek na prvo mesto, otrok na prvo mesto, organiziranost družine po njeni želji na prvo mesto, Ne to, zdaj smo kar včasih v občutku, da smo kar malo v sistem porinjeni, zjutraj se je treba napokati, eno vrtec, eno šolo, eno službo in popoldne nasproten proces, in smo vsi prilagojeni na sistem, Malo je družin, ki so A, pogumne, B, pripravljene se določeni finančni ugodnosti ali pa delu financ odpoveda za to, da so manj delovno aktivni, pa se drugače organizirajo. Pa vam povem, da imam izkušnjo več takih, da so lahko včasih veliko bolj izpolnjeni, veliko bolj srečni in zadovoljni, umirjeni v sebi. To ne nazadnje iščem. Tukaj imamo še eno vprašanje, ki je sicer malo bolj obsežno, upam, da bom zajela bistvo, in sicer problematika otroških dodatkov oziroma davčne obremenitve za otroke delavcev v Avstriji. Upam, gospa, popravite me, če sem narobe povzela. Skratka, tukaj je tudi ena, kako bi se temu rekla, anomalija. Za te, ki delajo v Avstriji, delavci migranti, jim rečemo, so se samo poimenovali, imajo tudi svoj sindikat, s katerim dobro sodelujemo, to moram reči. Še ko smo bili v vladi, zdaj le zadnji in zdaj naprej, mislim, da to tudi oni javno povejo, za kar se jim zahvaljujem, jih skušamo slišati in priti naproti. Zdaj, oni čutijo frustracijo, ker se jim najprej ker imamo v Sloveniji toliko nižjo splošno dohodninsko olajšavo od avstrijske, se jim potem ta razlika njim obračuna v Sloveniji, in imajo tu, bi rekel, dodatni strošek in potem še vsi prihodki, ki jih dobijo od avstrijske države, in to moram reči, da sem kar presenečen. Moja ena hči je srednješolka v Avstriji in Avstrija, zanimivo, tudi nerezidentom, tistim, ki se šolajo, nudi razne pomoči. Tistim, ki so pa v bistvu še po moje zaposleni gor, pa dobijo pravico še do otroških dodatkov, poleg pomoči za šolanje, pa za internate in tako naprej. Kaj tudi problematika ni od včeraj, zgleda, da je... Problematika je že dolga leta in tu nekako ti predstavniki delavcev migrantov žal ne naletijo na posluh in uslišanje pri tem, da se pač ti prihodki ne bi enakovredno šteli noter. Je pa res, da je treba pač tu pogledati, usesti se je treba z njimi, saj se da najti dobre rešitve, ki so pravične tako do njih in do tistih, ki so pač rezidenti Slovenije, pa tu delajo in so jim davki odmerjeni tu. Jaz mislim, da je treba tu najti neke dobre rešitve, da ne bojo imeli delavci, migranti občutka, da pač so diskriminirani, da se jim vse, kar se pobere, kar dobijo, tudi pobere. In tu je spet ta ujetost. Otroški dodatek je tipičen ukrep družinske politike, ne pa socialne. Ampak ker je v Sloveniji ta koncept zamešan, v Avstriji pa ni, se jim otroški dodatek njim upošteva kot prihodek in se spet povzroči to, da padejo v višji razred, jim spet kakšne druge zadeve in so spet na istem. Ampak obstaja neka rešitev mogoče, ki jo ima Nova Slovenija, da bi se to vsaj omililo, če že ne rešilo? Potrebno je že v Sloveniji koncept otroškega dodatka narediti tako, da je to prejemek družinske politike in da ne vpliva na tvoj status v socialnem položaju. Spravi to, kar si prej govoril o ločevanju družinske in... Poglej, če je starš kakor toliko zrela in predpostavlja se, da smo zrele in kompetentne osebnosti za to, da vzgajamo svoje otroke, potem otroški dodatek tudi porabiš v bistvu za otroka, se je njemu namenjena, ne za kakšne druge stvari. Če je kje kakšna patologija in poznamo tudi skupine v Sloveniji, kjer je to lahko tudi sistemski problem, tam se ukrepa drugače in bolj strogo in tako naprej. In je tudi večji nadzor pri porabi. In mora biti večji nadzor, ali pa se odzame, če se zlorablja te. Ampak pri teh delavcih, migrantih, to ni case. Tam gre za to, da se pač v Avstriji pojmuje otroški dodatek kot ukrep družinske politike in se da, in če bi oni v Avstriji živeli, se jim to ne bi upoštevalo v nobene prihodke. V Sloveniji pa to ni čisti ukrep družinske politike in se jim upošteva. To je treba ločiti in to je treba zdefinirati. Je treba pa tudi dobro
pogledati cel koncept, tako kot sva prej rekla, ne. Zato, ker jaz vseeno vem, ker smo ogromno preračunavali, gledali naš sistem in tako naprej. Sistem dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane ni tako slab. Ni tako slab, zato ker nagradi tiste, ki so aktivni na trgu dela, ki zaslužijo in nam preko tega več ostane. Ne? Imamo višje neto plače tudi zaradi tega. Tako da je treba dobro pogledati, kam ciljaš, kaj ciljaš, ker, a veste, otroški dodatki, potem, ko so enkrat ukrep čiste družinske politike, so potem taki, kot so, a ne? Ni različna višina in nekdo, ki ima 10 otrok, jih dobi 10 otroških dodatkov, takih, kot so določeni, a ne? Zdaj se pač to izravnava z dohodninsko olajšavo, veste. Potem je v bistvu nadaljevanje teme oziroma podvprašanja, zakaj se ne znižajo davki in prispevki mladim družinam. To je v zvezi z našo družinsko politiko. Tukaj poslušalec piše o tem, da sta zaposlena starša z višjimi od povprečnih prihodkov, imava enega otroka, ki obiskuje vrtec, kljub temu se počutiva finančno utesnjena. V stoglavi stroški vrtca cenovno nedosegljivi za mnoge družine. In tukaj se poslušalec sprašuje, ne, da če želimo spodbujati družinsko politiko, je treba tudi v tej smeri razmišljati. Ampak o tem si prej govoril in mogoče, če se navežem na znižanje davkov in prispevkov, tudi ukrepi gospodarskega programa vključujejo mlade, ki bi se jim zvišala dodatno olajšava poleg splošne olajšave. To je recimo eden od Tako je, ukrepov. upam, da sta ta par, da naj gleda skozi že celo oddajo ali pa da bo pogledal potem, ko bo tudi objavljena. O tem sva danes že kar veliko govorila. Ne? Mi moramo v splošnem znižati obremenitev dela. To pomeni, da tema dvema, ki imata nadpovprečne prihodke, a ne, da jih ne kaznujemo za to in silimo v neko isto raven z vsemi, a ne, ker pač sta verjetno tudi sposobna, tudi kaj več delata in tako naprej. A ne. Hkrati sta se pa odločila za otroka. Zdaj pa na drugi strani ima vrtec, pobere, bi rekel, pol razpoložljivega dohodka in nista spet nič naredila. O tem sem prej govoril. A ne. Torej, treba se odločiti, ukrep katere politike je, recimo vrtec, brezplačen vrtec. Sam imam vizijo tega, in če bi bili mi naprej po letu 2022 še v vladi, vem, da bi znali najti načine, da bi zdaj že bil brezplačni vrtec za vse otroke, ali pa vsaj za neko osnovno ceno, zato da ga tudi resno jemljemo, a ne? Ker se veš, da nekaj, kar ti je kar tak dano in nikjer ne participiraš, številni tudi potem neresno jemljajo. Torej, na nek način je treba to uvesti, pa pazi, zelo pomembno. Mi smo resna stranka, imamo tudi številne župane. Ta strošek se ne sme obesiti občinam in županom, ker se že itak komaj dihajo, ne? Njihovi proračuni delajo čudeže, no? Ob vsem, kar jim zdaj leva vlada nalaga, pa ne dobijo ob tem še financ. Torej, treba je pametno pogledati na zadevo, drugače pa, evo, to si želimo mi v Novi Sloveniji, da mladi pari, ki so aktivni, ki so sposobni, ki se potem hkrati imajo to željo tudi po otroku in hkrati bi radi pa prispevali in ustvarjali. Njim je treba dati krila, nehati jih je treba tlačiti v neko uravnilovko, a ne. Vse je prav, da imamo neko stopno solidarnosti in vsak tudi iz njunega vprašanja veje to, a ne. Vsak bi rad prispeval za del solidarnostno in to delamo za zdravstveni sistem. Tudi, če ga nikoli ne uporabiš, plačuješ vsak mesec, ne vem, z nekimi povprečno plačo, verjetno 150 evrov za zdravstvo, pa 300 evrov, 350 za pokojninsko zavarovanje. Ne? Pa ne boš pol imel toliko više pokojnine, kot več plačuješ recimo od nekoga drugega. Kakorkoli, tu je treba pogledati na celoten sistem in mi smo tudi v gospodarskem programu posebej ciljali mlade, ne? Skozi stanovanjsko politiko, skozi davčno, dohodninsko in skozi druge politike. Vsekakor je treba takele mlade družine podpreti, da bojo imeli motivacijo tudi se še kaj razširiti. Bova končala pri dolgotrajni oskrbi in sicer
pred snemanjem sva se o tem pogovarjala, nisva pa te teme načela zdaj v pogovoru, in sicer o današnji novici o ukinitvi oziroma zamrznitvi pravice do dodatka za pomoč in postrežbo. Kaj torej to pomeni za oskrbovance domov in tiste, ki živijo doma, pa so potrebni tuje pomoči? Poglejte, to je bila ena mogoče ne dovolj premišljena poteza Maljevca, ne. Morda v osnovi je logično, da se je za december ta dodatek zamrznil. Jaz upam, da ne bo večje število teh prejemnikov zdaj v škripcih, a ne. Torej, za tiste, ki bodo ostali po zakonu o socialnem varstvu ali doma, torej bojo prejemali pomoč na domu, ali pa v instituciji, kar bo sicer za njih drugače dražje, a ne, se bo poračunalo to januarja. Ne. Zamrznili so pa zato, da ne bi prihajalo do obratnih poračunov. Torej, nekdo bi zdaj decembra prejel, je dal vlogo za vstop v dolgotrajno oskrbo, za prevedbo, je dobil to odobreno in se zdaj prevaja in bi dobil recimo decembra po avtomatizmu še dodatek za pomoč in postrežbo, ne, ampak z 1. decembrom, in bi moral januarja vračati ta dodatek za pomoč in postrežbo, ker mu ne bi več pripadal, a ne, ker bi bil v drugem sistemu. Zato se je to naredilo na nek način logično. Upam pa, da ne bo povzročilo preveč denarne stiske tem, ki pač itak niso v prevedbi, pa bi jim to zelo pa prav bi jim prišlo. to prav prišlo. Pa še eno kritiko imam tu, a ne. Dodatek za pomoč in postrežbo se je pred kratkim uskladil. Denarni prejemek v dolgotrajni oskrbi, ki pa je neki, bi rekel, ekvivalent temu v drugem vzporednem sistemu, se pa ni, a ne. In zdaj tudi ne bo več odražal za tiste, ki bojo prišli, ne bo odražal, pokrival neke podobne višine. Tako da tudi tu niso domislili, da bi se moral enako usklajevati denarni prejemek v dolgotrajni oskrbi kot pa prejšnji dodatek za pomoč in postrežbo, a ne. To je vse kaže na to, da so se uvajanja tega sistema novega lotili ljudje, ki nimajo najprej ljubezni do teh najranljivejših. Ker če ti do nekoga čutiš res močan odnos in veliko odgovornost, potem se ne lotevaš tako neresno in se ne eksperimentiraš s tem, ampak greš resno, predvidljivo, domišljeno, razumno. In drugič, kaže tudi na to, da je nekaj ignorance v tem, torej zato niti ni mar. Tega sem pa še bolj žalosten kot pa tistega prvega. Bova tukaj zaključila. Tukaj sicer še eno vprašanje o prvih 3 ukrepih, ki bi jih NSi naredila, če dobi zaupanje in mandat, ampak o tem sva govorila, si zelo izčrpno povedal. Povabila bi vas, če mogoče imate še kakršnokoli vprašanje, na katerega danes ni bilo odgovorjeno, da nam sporočite. Posnetek bo objavljen tudi na YouTube kanalu Nove Slovenije, pa morda zapišite v komentar, pa se bomo potrudili odgovoriti. Za danes bomo končali. Janez, hvala lepa. Upam, da sva poslušalce prepričala, da Nova Slovenija, kljub temu, da je proti volitvam 2026 štartala z gospodarskim programom, da nikakor ne zanemarja socialne plati. Bil si zelo izčrpen in lahko povem, da nisi predstavil čisto vseh rešitev. Kmalu bo tudi socialni program na voljo v pisni obliki, tako da enkrat v drugi polovici januarja bo tudi na voljo za vse, ki bi ga želeli podrobneje pogledati. Hvala, Andreja. V Novi Sloveniji imamo Slovenijo radi in če imaš Slovenijo rad, ne, potem itak slediš temeljnim krščansko-demokratskim vrednotam, iz katerih mi izhajamo, a ne. Pravičnost, solidarnost, varnost, svoboda. In tem vrednotam sledimo in seveda so jasni tudi prvi ukrepi, ki bojo usmerjeni v to, da popravimo krivice vseh teh, ki so zdaj zatirani in preslišani in celo napadani, a ne. Mi moramo Slovenijo odpreti in narediti resnično svobodo govora, moramo znižati davke, zato da bo ljudem ostalo več, moramo popraviti ta zgrešen sistem dolgotrajne oskrbe in to vojno proti vsemu zasebnemu v zdravstvu in v šolstvu in pri vrtcih, a ne. To so prvi 3 ukrepi, ki jih bomo naredili, a ne. Vse krivice, ki so bile zdaj povzročene, moramo popraviti. Pa ne iz revanšizma, ampak iz ljubezni do ljudi. Drugače pa bi za konec se zahvalil za to vabilo. In ker je tak čas,
Ja, nujno, skoraj bi pozabila. Bi tebi in vsem, ki so z nama, zaželel še lepo mirno pripravo na te čudovite božične praznike, ki prihajajo, potem pa blagoslovljen Božič, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti. Na to ne pozabimo, je v takem lepem času in potem tudi lep, srečen, vesel vstop v novo leto 2026, za katerega pa imamo kar nekaj želja. Ne? Že za 22. marec eno veliko željo, zato delamo in želim res vsem, da bi ustvarjali skupaj lepe spomine in da bi potem se tudi veselili svojih uspehov. Tako, odlično. Nekaj poguma, pa veliko akcije, bi rekli, ne? Najlepša hvala vsem, ki ste naju spremljali. Se vidimo kmalu, predvidoma že januarja, z novo temo, z novim programom. Lahko noč.